Živijo punce, danes sem za vas pripravila en izjemno hiter, enostaven tutorial in sicer nanaša se na tole frizuro. Gre za frizuro, ki je super elegantna in hkrati tudi zelo enostavna za narediti. Primerna je za takrat, kadar moramo biti mogoče malo bolj urejeni kot ponavadi in pa seveda nočemo zapraviti ogromno časa. Navdih sem našla pri svoji prijateljici, ki je imela točno to frizuro na sebi, ko so se nazadnje videle in preprosto mi je povedala, kako jo je naredila in zdaj sem jo jaz naredila za vas. Upam, da vam bo všeč in če te zanima, kako jo narediš, gre naprej. Pri tej pričeski punce je pomembno, da so naši lasje počesani, da ni torej nobenih vozličkov, da bomo lahko tudi spletle samo kitko in pa prečno naredimo ne na sredini, ampak se odločimo ali na levo stran ali na desno. Drugi korak je, da lase tudi ločimo nekje enakomerno na dve polovici. In zdaj bom na svoji desni strani začela plesti francosko kito. Pri temnih laseh je ta problem, da se postopek malo težje opazi, torej kako se plete, ampak upam vsem, da boste lahko sledili. Najprej vzamem en pramen in ga dam na 3 dele. In kar je prvo, da naredim 2 vrstici, torej 2 vrstici, tako kot če pletem normalno kito. In zdaj počasi začnem dodajati pramene iz leve in iz desne strani. Torej vzamem malo las iz desne. Ja, in jo dam spodaj in malo las z leve. Torej, desna dam spodaj in leva in dam pod sredinskega. In desna in leva od sredinskega. Vse, kar delamo, je skrito kito, francosko kito. Iz desne strani in iz leve strani dodajamo pramene las in jih križamo z sredinskim. In to delamo, dokler ne dobimo čist do dol spleteno kito. Zdaj, ko končam, našo kitko prevežem z eno tako tanko elastiko. In zdaj bom ta isti postopek ponovila še na drugi strani. Torej, iz sredine, tako kot prej, vzamem približno dokler, da bo praven, ga razdelim na 3 dele in naredim 2 vrstici kitke. In potem počasi začnem dodajati najprej z desne strani in potem še z leve. Enkrat z desne, enkrat z leve. Vedno se pa križa, torej na sredini. Naslednji korak je, da mi tole našo kito malo razrahljamo in kar v bistvu naredim je, da počasi vlečem v obe smeri enakomerno. Seveda pazim, da je ne poškodujem, ampak samo da jo v bistvu malo razrahljam. In zdaj se bom obrnila, da boste lažje spremljali, kaj bom naredila. Dejansko samo primam prvi pramen las in ga zvijam takole okoli kot eno figo. In vse skupaj zavarujem z španjicami. In zdaj to isto naredim tudi pri drugi.
Ni potrebno, da je ta oblika popolna ali kakršna koli. Dejansko lahko zvijemo ali v krogu, oziroma čisto v občutku. In potem samo odprpnemo to našo obliko z špangicami. Tako punce, upam, da vam je bil tale kratek tutorial o tem, kako narediti tako elegantno in pa seveda enostavno frizuro všeč. Lepo se imejte, se gledamo naslednjič. Ljubček, čau!